Dajte si prosim predstavljati in se zavedati, da ste, poslušajte me zdaj dobro, da ste hrček na vrtečem se kolesu. Verjamem, da ste že vsi utrujeni od trendov in reklam, ki vam razlagajo oziroma vas prepričujejo, kako postati milijonar, kako postati še več, biljonar, kako in kaj početi, da boste povečali svoj zaslužek, kako in kaj početi, da postanete terapevt, morda vse uspešen coach, računovodja, strokovnjak za prehrano, uspešen surfer na družabnih omrežjih, marketingar. Skratka, da zasijete, zablestite, služite kot nori, pomagate drugim postati vrhunski strokovnjaki in tako dalje. Vsi ti aktualni trendi, ki se trenutno zlivajo v sito, da bi vas vse pahnili v to, da bi bili bogatuni, zaslužkarji ali pa vsaj sam svoj mojster na svojem področju, pa terapevt, hočem povedati naslednje. Nehajte vse to spremljati, nehajte vse to poslušati, prenehajte se pehati za vsem tem, kar vam je neprestano ponujeno, za vsem tistim, kar vam molijo pod nos, tako vas mamijo na korenčka, ker skoraj zagotovo še zdaleč to ni tisto, kar bi bilo resnično vaše in kar bi bilo dobro oziroma boljše, prav, koristno za vas. Od tega nimate nič, ko temu sledite, ko to počenjate, ko to gledate, če o tem razmišljate, če ste zaradi tega celo včasih boljše ali slabše, če se ukvarjate s tem, če to načrtujete, planirate, če se zaradi tega sekirate, ne spite. Dajte si prosim predstavljati, da ste hrček na vrtečem se kolesu. Ker vse to, kar spremljate na omrežjih in kar vas rine v, kot že omenjena, določena razmišljanja, v določene premike, k določenim predstavam, željam, hotenjem, načinom mišljenja, ciljem. Vse to pomeni samo, da ste hrček na vrtečem se kolesu in to je največja neumnost, kar se jo danes gremo. Kaj pa je edino, kar rabite narediti? To, da ugotovite, kaj počnete zdaj, a to radi počnete, a ste dovolj dobri v tem, to dvoje je povezano, biti dovolj dober pa rad nekaj početi. In dajte ugotoviti, kje ste, kaj delate in najprej vse kapacitete razpoložljive svoje vložiti v točno to, kar sem vas zdaj izprašala. Torej, ne glede na to, koliko ste vi ta hip zadovoljni ali ne, se bo zaradi tega zgodil en čudež. A sem rekla en čudež? Več čudežev. Prvi je, da boste generator kapacitet, generator energije. Ja, to se bo zgodilo, to boste postali. Pomeni, da se boste končno zares prvič, kako se to romantično sliši, da se boste končno prvič našli, se začutili in resnično pridobivali na vsem. V pozitivnem pomenu te besede. Torej, vi boste bolje. Drugi, s katerimi se boste ukvarjali ali srečevali, bodo tudi bolje. Ko bodo oni bolje, vam bodo to vračali, spet vam nazaj in ta pozitivna zanka kreiranja in generiranja se je ustvarila. In drugi čudež je pa to, da boste končno imeli možnost razčistiti s temi prostimi kapacitetami, kaj točno se dogaja in mogoče se bo pa to izkazalo tudi na način negativnega trenda. Pri čemer ne govorim o tem, da bi bilo negativno slabo, ampak samo negativni trend, torej kakšna informacija bo prišla. Ta koncentrirana kapaciteta, ko boste opustili stvari in se nehali z njimi obremenjevati, kar sem ravno prej razlagala in se izprašala na način, kot sem tudi vas izprašala prej, mogoče pa vam bodo odgovori povedali, da niste na pravem mestu. Kar pa je nujno potrebno in popolnoma nič narobe s tem, celo zelo zaželeno in hoteno, še posebej v teh časih, v katerih smo danes, ko se stvari in osebe postavljajo in celo morajo postaviti na svoje mesto. Če do takšnega negativnega trenda v odgovoru pride, to zgolj pomeni, da niste prava oseba na pravem mestu, še, da se potem takem nikakor ne morete ploditi niti v svoje, niti v tuje dobro na poziciji, kjer trenutno ste. Pomeni, stvari se bodo tako zelo poslabšale za tem izpraševanjem, da
Niti vam, niti drugim ne bo težko ali hudo, da se premaknete, da greste drugam in da spremenite zadeve. Ne glede na to, kakšen je odgovor, ali pozitiven ali negativen, pod narekovaji, iz tega boste vsi prosperirali. Ali če ostanete na enem mestu in se boste lahko okrepili tam, kjer ste, tudi če se boste pa premaknili drugam, boste prosperirali. Vi in drugi. Enostavno zato, ker tam ne boste več mlatili prazne slame ali pa jamrali, in ko se boste umestili na novo, bolj pravo pozicijo za vas, se boste pa pridružili tistemu pravemu scenariju, kjer boste pa vsi s pozitivno povratno zanko začeli pridobivati. Končno boste potem takem začutili, videli, dobili smisel, ker se boste enostavno dobro počutili pri tem. Boste vedeli, videli, verjeli, občutili, da ste vredni, videni, cenjeni, zaželeni, koristni. In poglejte, kako zelo malo rabimo. Samo rabimo se distancirati od neumnosti. To je vse, kar sem povedala v tem videu. Da prenehamo spremljati vse tisto, s čimer smo bombardirani. Zavedati se moramo, kako stvari funkcionirajo. In potem zadeve stečejo same od sebe. Mi sploh nič posebnega ne rabimo delati. Samo rabimo preverjati, kam usmerjamo in kako svoje kapacitete, zato da lahko te kapacitete čim bolj smotrno delujejo za nas. Ne proti nam, še posebej ne morejo delovati proti nam s trenutkom, ko ne dovolimo, da bi bile pod kontrolo in nadzorom drugih in tretjih oseb. Torej, prenehajte z vsemi temi sanjarijami, hotenji, tujimi zgodbami letati. Dajte samo preveriti, kje ste vi, potegnite kapacitete svoje nazaj, imejte jih pri sebi, zato da vam bo sploh življenje in neskončna inteligenca, ki nas napaja, lahko povedala, sporočila, a ste res na pravem mestu ali ne, in se vam pomagala tja tudi prestaviti.